Jaz bi pač pravzaprav rad povedal to, da je ta koalicija, pa večina strank v tej koaliciji vse skozi nasprotovala posebnemu zakonu, s katerim bi se urejale terjatve, slabe terjatve bank. Kot vemo, je zaradi tega prišlo tudi do razpisa referenduma, o katerem je potem odločalo Ustavno sodišče in ga seveda ni dovolilo. To na eni strani pove to, da nikoli ni bilo z večine strank te koalicije naravnanost, ni bila naravnanost, da se na transparenten način urejajo bančne zadeve v Sloveniji in da se seveda tudi zahteva odgovornost za tiste, ki so naredili nezakonita dejanja. Po drugi strani pa gre ta razrešitev tudi v smer sedanjih ukrepov pri dveh bankah. Namreč velika verjetnost je, da bodo slabe terjatve od teh dveh bank prišle na Družbo za upravljanje terjatev bank in seveda to pomeni, da bo ta družba dejansko s temi terjatvami tudi upravljala. Po drugi strani pa gre seveda z ukrepi, ki jih je Banka Slovenija in ki jih je tudi Ministrstvo za finance oziroma vlada predlagalo za dodatno socializacijo izgub, za dodatno zadolževanje, kar slabi slovensko javno finančno pozicijo in kar slabi celoten bančni sistem. Bančni sistem seveda zaradi tega, ker so jamstva, ki jih daje država, verjetno prevelika, da potem bomo ne boš več govoril v koncu tega. Jaz sem relativno kratek, tako da nimam kaj drugega povedati. Moj kolega poslanec Jože Tanko je izčrpno se razložil in navsezadnje mislim, da bo Družba za upravljanje terjatev bank, če jo bodo vodili tujci, ki so kompetentni, vsekakor tudi ne glede na to opravila svojo nalogo, vendar verjetno v nekoliko daljšem času. Vemo, da bo odločilno za slovenski bančni sistem tisto, kar bodo pokazali stres testi. In tukaj bi pozoril še na eno zadevo. Mi nikakor ne moramo dopustiti, da bosta Faktor banka in Probanka izločeni iz stres testov. Nadzorovana likvidacija ni razlog za to, da ti dve banki ne bi bili pregledani strani evropskih inštitucij in kakršnokoli zahteva, da se jih izloči, bi pomenilo dejansko prekrivanje dejanskega stanja v bančništvu. Hvala.